vabim na oder naslednjo predavateljico, sicer profesorico doktorico Majo Jurc. Prihaja iz oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete in v sodelovanju s kolegi iz Zavoda za gozdove nam bo predstavila rezultate pregleda literature in podatkovnih baz o biotskih in abiotskih dejavnikih, ki prispevajo k zdravju gozda. Tako, jaz imam 45 minut. Prav, vsi ste pripravljeni, ne? Hecam se. Dobro. Hecam se. Hvala. Zdaj, vas pozdravljam tudi v mojem imenu in v imenu soavtorjev tega prispevka, to je Andreja Repe in Jože Mori iz Zavoda za gozdove. In jaz sem zelo vesela, da smo se pravzaprav dobili, da to skupaj naredimo, zato ker je to neka povezava zdravja gozda in upravljanja z urbanim okoljem. Se pravi, zdravje gozda pri upravljanju z urbano drevnino. Zdaj, tukaj je napisano malo preveč teksta, to je primer, kako ne sme izgledati slajd. Poznavanje ekologije mest in komunikacija z javnostmi postaja vedno pomembnejša. Zdaj, pred parimi leti smo imeli delavnico Misliti Tivoli 2018 in takrat prvič sem se srečala s tem izrazom ekologija mest. In kaj pomeni to? To pomeni pravzaprav, da je to veda, ki preučuje organizme v njihovem nenaravnem okolju, se pravi v mestih. In tukaj so pomembne vsebine, to so podnebne spremembe. To smo danes večkrat omenili, ampak v mestih predvidevajo, da bodo te podnebne spremembe bolj izrazite v celi Evropi, v nižinskih območjih v mestih. Potem poznavanje ekologije urbanih zelenih površin, lesnatih rastlin, biologija teh vrst, potem bolezni in škodljivci. To je nekaj, kar vpliva na zdravje drevesnih vrst ali nasploh kakšnih rastlinskih vrst, vpliva na mehansko stabilnost. To je zelo pomembno, ne, se pravi, to je tista, bi rekla, pomen v urbanem okolju, da mora biti varno za obiskovalce. Vitalnost, estetski videz je tudi pomemben in da bojo to v prihodnosti neke osnove za upravljanje z mestnimi gozdovi. Mi se ukvarjamo na naši katedri z boleznimi škodljivci in vedno jih je več, tujerodnih, in vedno več imamo tudi nekaterih naših domačih vrst biotskih dejavnikov, ki naenkrat postajajo bolj nevarne za gostitelje. Potem zdravje rastlin se odraža v vitalnosti in varnosti za obiskovalce. In to pomeni, da to so elementi, ki jih načrtovalci zelenih površin morajo poznati, jih prepoznati in jih uporabljati pri svojem delu. Zdaj, to področje komuniciranja z družbenim okoljem ali odnosi z javnostmi, to smo večkrat že danes omenili in to se vsi strinjamo, da pravzaprav to je področje, ki nekako v gozdarstvu je majčkeno, bi rekla, zanemarjeno in zdaj v prenovi študije, ki zdaj poteka, zelo veliko pozornosti točno temu posvečamo, ne, da je ta komunikacija z javnostjo je zelo, zelo pomembna in da ta komunikacija mora biti iz naše strani podkrepljena z znanjem, argumentirana, strokovna in taka komunikacija lahko zelo vpliva na odločanje o nekih posegih v urbanem gozdu. Zdaj, prvo smo omenili, da pri tem terminu ekologija mesta, ne, da so zelo pomembne podnebne spremembe. Zdaj, te raziskave
kako se razlikujejo temperature v mestnem okolju in v ruralnem okolju v bližini, so delane v Sloveniji za večja mesta. Našla sem podatek, da je v Ljubljani, primer Ljubljana, da je v Ljubljani 56% zelenih površin, prejšnje predavanje je bilo 41% kako? Aha, se pravi, zelenih površin 56% v Mestni občini Ljubljana, in vemo, da gozd zelo vpliva na mikroklimatske razmere. Zmanjšuje urbane toplotne otoke, a ne. Toplotni otoki, pred parimi leti, 2018, smo imeli na oddelku zelo dobro diplomsko nalogo, Simčič Anica, 2018 je bila ta diploma, mentor je bil profesor Kobal in ona je ugotovila, da je območje Ljubljane uvrščamo v druge v urbane otoke drugega reda, in to so urbani otoki najvišje možne temperature. In vidimo, to so ti urbani otoki, se pravi Ljubljana, Celje je tudi isto, je v tej skupini, in določeno območje tule v prekmurskem območju. In kaj to pomeni? To so pravzaprav naredili meritve temperature v teh območjih v 4 mesecih, takrat, ko so temperature najvišje, in so ugotovili, da se v teh rdečih območjih, a ne, da so te vrednosti do 1,8 stopinj več kot v bližjih ruralnih območjih, s tem, da so tule še neke možna odstopanja, a ne. To pomeni, da pravzaprav poviševanje temperatur se bo še naprej nadaljevala. In to pravzaprav je ena stvar, ki jo moramo upoštevati pri upravljanju z temi površinami. To, kar vidimo tule nazadnje na tem in še naslednjem slajdu, to je tisto, kar smo naredili v povezavi z mojimi soavtorji, a ne, se pravi Jože Mori in Andreja Repe. Drugače je Andreja Repe delala diplomsko nalogo Urbani gozdovi Radovljice ali Lesce, mislim, da Lesce. Tudi se spozna na te stvari. Zdaj, katere so funkcije urbanih gozdov? Teh funkcij je veliko, a ne, ampak tisto, kar je zdaj v novih gozdno-gospodarskih načrtih, gozdno-gospodarskih enot, Ljubljana in Celje, vidimo, katere so to za ta obdobja 2015-2024, za Celje je to 2019-2028. Najbolj poudarjene funkcije so klimatska funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija, rekreacijska funkcija, poučna funkcija in estetska funkcija. To pomeni, da imajo urbani gozdovi večnamenski značaj, če upoštevamo funkcije urbanih gozdov. To, kar vidimo tule, to je ta analiza, koliko je pomembno zdravje dreves, drevnine v urbanih okoljih in kako se to upošteva v gozdno-gospodarskih načrtih. Se pravi, v gozdno-gospodarskih načrtih najdemo, da je izjemno pomembno zagotoviti varnost obiskovalcev in da je življenjska doba dreves v urbanih gozdovih v primerjavi z običajnimi gospodarskimi gozdovi lahko daljša. Vemo, da v urbanem okolju zelo občudujemo stara drevesa, ne. Tisto drevo, ki je 200, 300 in več let staro, ima zanimivo krošnjo, vidimo tudi neke, kako bi rekla, neko arhitekturo teh skorje. Vemo, da so to habitati nekih saproksilnih vrst in tako naprej, in skušamo čim več v mestu ohranjati starejša drevesa. To ni samo v Sloveniji, to je
To je splošno, bi rekla, pojav v Evropi. In kaj je tle pomembno? Se pravi, starejša drevesa in tukaj je potrebna strokovna presoja, ali to zdravje drevesa še omogoča te funkcije, kot so rekreacijska, estetska in varno gibanje obiskovalcev. Se pravi, tukaj ni, bi rekla, ne smemo reči fino, da je staro drevo, ampak pravzaprav moramo tudi zelo paziti na to, da je to varno za obiskovalce tudi, a ne. Se pravi, to, kar je bilo meni tudi zelo zanimivo iz strani soavtorjev, je to, da v urbanih gozdovih so lahko ukrepi tudi bolj individualizirani na posamezna drevesa in zato so tudi bolj zmerni in celo blagi. Se pravi, tukaj najdemo ta podatek, da so lahko ti ukrepi nanašajo na posamična drevesa. In na ta način pravzaprav ohranjamo drevesa, ki so v bližini teh, pri katerih je treba ukrepati, pa ki niso poškodovani, na ta način zagotavljamo biodiverziteto, ohranjamo saproksile. Verjetno poznate izraz saproksili, to so tisti organizmi, ki živijo v razkrajajočem se lesu in tega je ogromno raznih vrst, od bakterij, gliv do sesalcev, do ptic in tako naprej. V primerjavi z ukrepi v običajnih gospodarskih gozdovih je v urbanih gozdovih potreba izvedbe številnih dodatnih nadstandardnih ukrepov, kot so na primer posebna dodatna zaščita stoječih dreves, zaščita sprehajalnih poti in brežin, zaščita delovišč, posebna obvestila za javnost in tako naprej. Zdaj, tukaj samo neka zelo zanimiva stvar, ki se nanaša na tujerodne in domače škodljive biotske dejavnike. In to je spirala propadanja. Ta spirala propadanja je publicirana 1981. leta, to je avtor je Menjan. In kako izgleda? To je prevod te spirale propadanja in lahko vidimo, da škodljive dejavnike pri hiranju drevesa, ki vodijo v smrt drevesa, v pač sušenje drevesa, lahko grupiramo v skupine dejavnike predispozicij, sprožilni dejavniki, dejavniki dodatni in potem smrt, propad drevesa, ne, ali pač rastline, a ne. In kateri so to dejavniki predispozicije? Genetska zasnova, zbita tla, slaba prehranjenost, neustrezna provenienca, sol, majhna sposobnost tal za zadrževanje, vode, slaba odcedna tla, klimatske spremembe, onesnažen zrak, visoka starost, dodatni so defoliatorji, poškodbe korenin, sol spet, a ne, suša, pozeba, onesnažen zrak. Potem dodatni so spet številni dejavniki in kaj to pove? To pove, da pravzaprav ta ocena zdravja je zelo komplicirana stvar, a ne. In takrat, ko mi rečemo, vidimo neko plivo, neki trosnjak, rečemo, evo, to je to. To je zelo očiten škodljiv dejavnik in takrat, ko ugotovimo neki zelo očiten škodljiv dejavnik na hirajočem, propadajočem drevesu, to ni zagotovilo, da zaradi tega bo ta rastlina propadla, ampak je to samo eden od dejavnikov v celotnem tistem spirali propadanja. Zdaj gremo na biotske dejavnike. In sicer domači biotski dejavniki, to se pravi tisti, in to je tisto, kar je vezano na urbano drevje. Domači biotski dejavniki, to so trohnobneži. To poznamo, tisti, ki ste gozdarstvo končali, se spomnite, to so Heterobazidion annosum, Parviforum Heterobazidion abietinum. To je trosnjak te glive ali pa tega rodu gliv. In kaj naredi Heterobazidion? Gre skozi korenine v jedrovino, razgradi jedrovino in tukaj vidimo razgrajena smreka, v Tivoliju leži, noter so ta trosišča Heterobazidion in to pomeni, da mi ne vidimo poškodbo. Mi ne vidimo poškodbo, ker drevo izgleda super krasno in
To je tisto, da lastnik reče, pustimo smreko, gre samo na iglavce, a ne. Pustimo smreko, naj bo stara 150 let, bo veliko lesa in ne vidi tiste poškodbe, ker gre skozi korenine. In eden od dejavnikov, da lahko drevo pade, izgleda čisto v redu, a ne. Potem imamo še zmeraj domače biotske armilarije, armilarija ostoje, te dve sta patogeni, ostale armilarije, 6 vrst pri nas niso patogene, izgleda takole. In slika, ki je narejena na Kongresnem trgu, spomenik vsem žrtvam vojn, to je Aeschylos Hippocatastatum in tukaj smo našli pred parimi leti trosnjakce armilarije, ampak ta drevo še zmeraj stoji. Ta trosnjakci so zelo hitro zginili, so jih pač odstranili, še zmeraj stoji, to pomeni, da ta vrsta ni bila patogena in to pomeni, da armilarije niso vse patogene in takrat, ko vidimo trosnjak, ne vemo, ali je patogena ali ne. To se je zgodilo v času covida, 6.7.2002. Jaz sem imela fotoaparat, vsako dopoldne sem šla tam se sprehajati okrog po Ljubljanici in tukaj pri Petkovškovem nabrežju je padla ogromna lipa, popolnoma zdrava lipa, in pa sem šla zraven, poslikala in tukaj je bila bela trohnoba, se pravi, lahko da je bila armilarija, v 2 uri je to drevo zginilo. To pomeni, da pravzaprav lahko popolnoma brez kakršnihkoli simptomov drevo v urbanem okolju lahko se enostavno podre. Domači še zmeraj, to je skupina Ganoderm, to pomeni zelo, zelo patogena gliva, pri nas več vrst, ta slika je narejena v Botaničnem vrtu v Ljubljani in to je ta marmontova lipa, ki in naredi to razkroj jedrovine in pomeni, da te drevesa lahko mirno padejo dol. Zdaj, to, kar je tle, to so, zdaj bodo samo slike. To, kar vidimo tle, to so tujerodni organizmi, ki smo jih našli v urbanem okolju. Tukaj je datum, kdaj je bila najdena v Sloveniji, in tukaj so te vrste, ki smo jih našli v Ljubljani. Samo to bom izpostavila, Corituca arcuata, se pravi, Corituca arcuata, to je hrastova čipkarka. Zelo, zelo nevarna stvar, vsepovsod jo vidimo, in samo toliko, da še omenim Xylosanthrus germanus, to je vrsta podlubnika in zdaj smo naredili, 20 let smo delali monografijo o podlubnikih in smo ugotovili, da je tujerodna vrsta, ki se je pojavila leta 2000 in prisotna je v celi Sloveniji. Se pravi, tujerodna vrsta, zelo polifagna, gre na listavce, iglavce, vsepovsod je prisotna, tujerodna vrsta podlubnika. Corituca arcuata, razširjena vsepovsod, kako izgleda in pravzaprav je tudi zelo, zelo polifagna, gre tudi ne samo na quercus, gre na acer, na castanea, fagus, carpinus ulmus in tako naprej in tudi na razne roze in tako naprej. Izgleda takole in zdaj, če pogledate, kamorkoli pogledate, hraste prepoznate takoj, ker vidimo rumenkaste krošnje, vsepovsod, a ne. In to je, pogovarjam se s kolegi tudi iz Zagreba in iz Italije in rečejo, ne vemo, kaj naj naredimo. In ta vpliva na priraščanje hrastov, a ne. Vpliva na priraščanje hrastov. Potem germanus, se pravi, to je ta vrsta podlubnika, ki je prisotna vsepovsod v Sloveniji in mi smo naredili to pripravo te monografije, in to je 4. najbolj pogosta vrsta podlubnika, tujerodna pri nas in vidite, razširjena po celi Sloveniji in tudi je polifagna. Cynara curvipes se je pojavila in je ni več. Pri tujerodnih lahko mi rečemo, mogoče bo delala poškodbe, ampak po parih letih lahko ja ali pa ne. Te ne vidimo več. Potem tukaj vidimo pušpanovo veščo in tle imam par slik, ki jih je naredila Lena Marjan, in to je na pušpano v Tivoliju in delate obžiranje gosenice dela obžiranje listov. Potem na glediči je Traacanthus, prisotna je ta vrsta mušice, ki ne povzroča neke večje težave.
Ilona Richter Sik je narejena pri nas na oddelku slika na lipi in ta pa naredi, ta pa naredi to, da so osuti listi. 2004-2005 je prišla Drevkozmo Skorifilsko Stanjeva Šiškarica v Ljubljani 2010 in ima zdaj naravnega sovražnika, to je Thorium sinensis in ni več problemov več s to našo vrsto. Zakaj? Zaradi tega, ker mi imamo zelo dobro biodiverziteto v gozdovih, in potem tiste druge patogene organizme, ki so antagonisti te tujerodne vrste, recimo, zelo zanimive vrste, ne vidimo več. Na Fagus selvatica dobimo to je Phytophthora cambivora, Euthyphila parasitica gre na acerje in to je narejeno več diplom na to niso bile moje diplome, ampak od Dušana Jurca in to je vrsta, ki gre na acerje, ampak pravzaprav ne naredi kakšnih večjih poškodb, je pa grdo zgleda, se pravi. In tukaj so spolne trusišča, potem še ene glive na katalpi, na Aesculus hippocastanum, potem iz Snage so nam sporočili 2017, da zelo čudno se suši divje koste v bližini, tukaj je Ljubljanca, tukaj je Sazu in to je patogena bakterija, ki je videvam kar naprej v Ljubljani in ta je nevarna. In samo še ena stvar, se pravi, tukaj smo govorili o teh škodljivih domačih in tujerodnih organizmih in pred enim mesecem, 8. avgusta, so me poklicali iz Zavoda za varstvo narave in so rekli, pridite na en sestanek, ker v naravnem rezervatu Mali Rožnik je marca 2014 bilo podrto 13 smrek, en Pinus silvestris in ena jelka in se menimo, kaj naj naredimo. In na tistem sestanku je bil tudi doktor Verlič, se pravi vodja službe Krajinski park Tivoli Šišenski hrib, iz Zavoda za gozdove kolegi, Jure Kobe iz Mola, Tisa d.o.o., kolega Peterman in jaz, in smo se zmenili, da naredimo žlebljenje. Mislim, da sem 4 minute Mogoče vseeno. Evo, samo še to, se pravi, naredili smo žlebljenje in kaj to pomeni? Z tem strojčkom se naredi odstranjevanje skorje v pasovih, na ta način gre samo za Ipstipografus in na ta način se Ipstipografus ne naseli več, ker tisti pasovi skorje so preozki, ostanejo naravni antagonisti, na ta način ohranimo biodiverziteto in jaz se vam zahvaljujem. Hvala za pozornost. To je to. To je to. Ja. Pa je bilo res mišljeno 45 minutno. Hvala lepa.